Tako, v prejšnji lekciji smo si pogledali, zakaj so pomembne zgodbe in kako zgodbe pripovedovati. Ampak za pripovedovanje zgodb preko videa imamo spet ogromno različnih možnosti, kako. V bistvu, če tako pogledamo, je ustvarjanje videov podobno kot kuhanje. Najprej se moramo odločiti na splošno, kakšno jed bomo pripravili, a bo to krompir, zrezki ali karkoli. Potem pa za vsako jed, če hočemo, da je okusna, da je dobra, rabimo še nekaj začimb, nekaj tistih snovi, ki jih je v bistvu zelo malo, ampak dajejo pa dober okus sami jedi, če jih seveda uporabimo v pravih količinah in ta prave skupaj. Pa bomo zdaj pogledali, kaj lahko mi skuhamo, kakšne videe lahko skuhamo in kakšne začimbe pri tem uporabimo. Pa poglejmo najprej, katere so tiste glavne jedi, ki jih bomo kuhali. Zdaj, tukaj bom povedal samo par zvrsti videov, par vrst izdelkov, ki jih lahko ustvarite, ki se jih bomo tudi učili tukaj v okviru tega usposabljanja. Ni pa to izčrpen seznam, teh vrst obstaja še precej več. Prva stvar, prva vrsta videa ali pa prva jed, ki jo lahko skuhamo, je dogodek oziroma snemanje dogodkov. Zdaj, lahko je to maša, lahko je to pridiga, lahko je to neko predavanje. Karkoli od tega je v bistvu kar se samega snemanja tiče, še najbolj preprosto. Postavi se kamero, začne snemati, mogoče še zvok posebej snemamo. Tudi za montažo v bistvu je najlažje, samo obrežemo začetek, konec, mogoče dodamo kakšno uvodno, zaključno špico in tako naprej in je izdelek narejen. Je pa, če smo iskreni, koliko takih stvari pogledamo, ki trajajo, 1 uro. Nas mora stvar res že zanimati ali pa tudi včasih, če nas zanima, raje bolj prisluhnemo, kot pa gledamo, sploh če gre za kakšno predavanje. Druga jed je prenos v živo. Zdaj, te prenosi v živo so postali zelo priljubljeni tudi zaradi tega, ker so zelo dostopni. Dovolj je že, da uporabljamo telefon, pa lahko recimo prek Facebooka prenašamo v živo kakšen dogodek. Pri prenosih v živo, te prenosi nam bojo vzeli še manj časa v bistvu, zaradi tega, ker ni dela potem z montažo, samo prenašamo in se izdelek oziroma posnetek potem avtomatsko objavi. Je pa nekaj slabša kvaliteta končnega izdelka. Pa tudi malo več živcev gre, vsaj ko se prvič spravimo prenašati v živo, ker ne vemo, a vse funkcionira tako, kot bi moglo ali ne, in nas lahko to malo ob živce spravlja. Naslednja zvrst so dokumentarci. Dokumentarce vsi poznamo. Za pripovedovanje zgodb so super, ker gre za malo daljši format. Seveda pa to potegne za sabo tudi ogromno več enih priprav, koordinacije, usklajevanja z ljudmi, ki bi jih intervjuvali in podobno. Tako da moja izkušnja je, da od 3 dokumentarcev, ki sem jih naredil do zdaj, je vsak vzel vsaj 2 meseca mojega časa, tako za poln delovni čas, plus seveda delo ekipe, ljudi, ki so mi tudi pri tem pomagali. Potem promocijski videi, te tudi poznate, razne reklame in druge izdelki, s katerimi podjetja ali pa organizacije promovirajo neke svoje ideje ali pa produkte. Čeprav so to kratki videi, potegnejo tudi za sabo precej enega dela v načrtovanju, če hočemo, da dosežejo nek namen. Se pravi, če bi radi, da s tem videom res nekoga prepričamo, da bo nekaj kupil, da se bo udeležil enega dogodka, da bo karkoli naredil to, kar bi mi s tem videom radi dosegli, zahteva precej razmisleka, precej priprave, tudi razmisleka o začimbah, o katerih bomo zdaj govorili, kaj uporabiti, da bo človeka res nagovorilo
da dosežemo tisti namen, tisti cilj, ki smo ga zastavili za sam video. Potem pa so tu še videokateheze. Videokateheze v bistvu nimajo nekega fiksnega formata, kakšne morajo biti. V bistvu je bolj važna tematika, se pravi, da je tematika oznanjevanje. Vam pa priporočam, če se boste spravili snemati videokateheze, da tudi znotraj področja oznanjevanja izberete en svoj fokus. Ali bo to za osnovnošolske otroke, pa še tukaj lahko specificirate za katere, ali bo to za mlade, ali bi radi delali na področju teologije telesa, družbenega nauka cerkve. Karkoli, ampak da je nek fokus, ker bojo tudi ljudje lažje vam potem sledili, lažje bojo spremljali, ker bodo vedeli, kaj približno lahko pričakujejo, da odgovarjate na tisto, kar njih zanima. Tako, zdaj smo si pogledali nekaj vrst videov, nekaj jedi, če tako rečem, ki jih lahko skuhamo, ki jih lahko ustvarimo. Ampak vsaka jed, če hočemo, da je okusna, rabi tudi nekaj začimb. Ne katerihkoli začimb, ne začimb kar tako, da jih zmečemo, kar imamo, ampak začimbe, ki pašejo v tisto jed, da bo tista jed dobra. In katere so te začimbe, ki naredijo video dober? Si bomo pogledali na nekaj primerih. Vas pa že zdaj opozorim, zdaj v bistvu spoznavamo, kaj imamo mi v tisti omarici nad štedilnikom ali pa tam, kjer imamo spravljene začimbe, da vidimo, kaj sploh imamo, kaj lahko dodamo, kaj lahko uporabimo, da bo naš video boljši. To vam razlagam zdaj, v tej fazi, zaradi tega, ker v nadaljevanju, ko bomo začeli pripravljati video, da veste, da se te stvari da uporabiti, ampak če so smiselne, če vidite, da bi s tem lahko izboljšali video. Vemo, da začimb ne jemo kar samih na žlico, ampak da zmeraj jih v majhni količini dodamo v jed, da dobi pravi okus. Tako je tudi s temi stvarmi, ki jih bomo zdaj videli, jih dodajamo po ščepec, kjer je potrebno, da dosežemo boljši učinek videa. Ok, gremo na primere. Prva začimba je zvok kot tak. Se pravi, ali zvok je, ali ga ni. Zdaj, če gledamo nek posnetek brez zvoka, lahko izgubimo precej enih informacij o tem, kakšno občutje želijo ustvarjalec filma dati. In mogoče tudi, če je glas, tudi že neko sporočilo, ki ga posredujejo. Pa si poglejmo en primer videa brez zvoka in potem z zvokom. Bomo videli, kako v bistvu zvok že ustvari neko atmosfero, neko pričakovanje, nek občutek enega optimističnega začetka filma. Potem je tukaj zvok v ozadju. Če je kdo od vas gledal zaključek letošnje Lige prvakov v nogometu, potem ste mogoče opazili eno zanimivost. Bile so tribune prazne, ampak zvok je pa bil, kot da bi bilo tam polno ljudi gor. Zakaj? Dajmo si pogledati ta dva primera. Ja, če gledamo posnetek nogometne tekme brez tistega navijanja navijačev,
je v bistvu malo tako prazno. Mene je iskreno povedano, me je spomnilo na moja osnovnošolska leta, ko sem igral nogomet, ko sem treniral nogomet in smo igrali v drugi gorenjski nogometni ligi. In je bilo tam ob štadionu, ob igrišču je bilo par staršev, ki so malo ploskali zraven in tako, in se je slišalo tisto nabijanje žoge, pa sodnika, pa malo, kar smo se igralci med sabo pogovarjali, in to je bilo to. Ni tistega občutka, da je to neka pomembna tekma. Zato so tudi v samem finalu Lige prvakov so organizatorji dejansko najeli eno podjetje, ki je generiralo zvoke, kot da bi bil stadion poln, ker je pač čist drugačen občutek spremljanja tekme, če imamo vso to zvočno kuliso, kot pa če tega ne bi bilo, če bi slišali samo zvok glasove igralcev in nabijanje žoge. Še naprej ostajamo pri zvoku. Predvsej na samo dojemanje videa vpliva tudi glasba. Pa si poglejmo zdaj 3 primere, isti video, samo 3 različne glasbene podlage. Evo, isti posnetek, ampak 3 v bistvu čisto različni občutki, ki jih dobimo ob tem gledanju. Še ena začimba so pisave. Zdaj, tukaj bomo spet videli par primerov, od take bolj filmske do bolj sproščenih pisav, pa še tole, ne vem, Comic Sans za konec, pa še z obrobo, kar vam odsvetujem in vas prosim, ne tega uporabljati, ker je grdo. Še ena od začimb, ki lahko spremeni naš izdelek, je barvna temperatura. Kaj je barvna temperatura? Zelo po domače, če rečemo, to je ena od lastnosti svetlobe, ki vpliva na to, a bo svetloba bolj taka oranžna, topla, ali bo bolj modrikasta, hladna. Če v montaži spremenimo, ali pa že pri snemanju, če se malo poigramo s to barvno temperaturo oziroma temperaturo svetlobe, lahko dobimo zelo zanimive efekte. Če je svetloba bolj topla, če so barve bolj tople, dobimo občutek domačnosti, miru, varnosti in podobno. Če uporabimo bolj hladne barve, dobimo bolj občutek napetosti, resnosti, akcije, dramatičnosti in podobno. Posnetek lahko začinimo tudi z igro svetlobe in teme. Recimo tako kot tukaj, tale vstop v cerkev. Pa še eno stvar pri tem posnetku bi opozoril. Smo videli, kako počasi je prišel noter v cerkev, ta duhovnik. Ja, to je počasni posnetek. S tem počasnim posnetkom, sploh če ga kombiniramo še z glasbo, lahko dosežemo en tak slovesen občutek, ki pa precej izgine, recimo, če predvajamo to zdaj z normalno hitrostjo. Pa si poglejmo še to. Nič posebnega. Še zadnja začimba, o kateri bomo danes govorili, pa je kot snemanja. Se pravi, ali bomo snemali navzgor, ali bomo snemali navzdol, ali bomo snemali naravnost. Pa bi tukaj pokazal najprej en posnetek, ki ga je poslala sestra Ema, ki
ki tudi sama snema video kateheze in kjer je v bistvu, ne da bi vedela, zelo dobro to zadevo predstavlja. Pa poglejmo. Mene nobeden ne mara. Pravi včasih, kak otrok se stisne v kot, po licih pa pritečejo debele solze. Tukaj ste videli zdaj tako idealno kombinacijo tega zgornjega kota snemanja ali zgornjega rakurza, kot se imenuje strokovno, in vsebine, ki je taka, da paše zraven. Ker kaj, zgornji kot v bistvu kaže osebo, ki jo snemamo v nekem podrejenem položaju, v nekem položaju nemoči, to noben me nima rad in tako. In tukaj je zelo dobro to ponazorjeno, snemanje od zgoraj in ta občutek nemoči, nezaželenosti, noben me nima rad in podobno. Če bi zadevo obrnili, če bi snemali navzgor, bi takoj ta oseba, ki bi jo snemali, imela občutek te moči, nadvlade, skratka, spremeni lahko precej podobo tega, kaj snemamo. Tako, zdaj smo se sprehodili čez našo zbirko, čez našo zalogo začimb, ki jih imamo na voljo za ustvarjanje okusnih videov. In poznavanje teh naših začimb nam bo zdaj pomagalo, ko se bomo lotili dejansko priprave scenarija.